mislim, da sem snot zasledil v enem od medijev, namesto interpelacije, le izredna seja, ali pa vendarle le izredna seja, nekaj takega je pisalo. Jaz bi rekel nekoliko, ne da polemiziram z avtorji, ampak bi rekel drugače, ne interpelacija, celo izredna seja. Zakaj to trdim? Iz temeljnega razloga, ker, gledajte, interpelacija zahteva 10 podpisnikov, izredna seja zahteva 23 podpisnikov. Tako da menimo, da je pač ta izredna seja pomembnejša, pravzaprav od interpelacije. In tudi naši cilji so pomembnejši in zahtevnejši. Namreč interpelacija lahko prinese samo odhod ministra. Izredna seja lahko prinese veliko več. Mi menimo, da odhod ministra pravzaprav sploh ni dovolj. To je premalo. Če bi sklicali izredno sejo, če bi sklicali interpelacijo, torej podali predlog za interpelacijo, bi lahko govorili o delu, nedelu ministra ali kakorkoli. Tako pa smo namenoma se odločili za izredno sejo Državnega zbora, ker želimo govoriti širše o stanju v pravosodju in ne le o delu ali nedelu ministra Zalarja. Pravosodje je seveda en podsistem te države, odnosno vsake demokratične države, ki dejansko zahteva učinkovito delo, da država sploh lahko obstaja. Ta podsistem pri nas, po naši oceni, ne deluje, odnosno deluje izjemno slabo. Zato tudi posledice v gospodarstvu, v družbi kot celoti in pa v žepih davkoplačevalcev. Jaz seveda bom rekel tako, mi danes govorimo velikokrat o neodvisnosti sodstva in pričakujem, da bo tudi bodoče kakšna kritika, da pač napadamo sodstvo ali kaj podobnega. Sam in v poslanski skupini ne gledamo na neodvisnost sodstva tako, kot mogoče gleda kakšna druga politična grupacija. Neodvisnost sodstva seveda da, brez tega ne gre. Vendar neodvisnost pri sprejemanju odločitev in neodvisnost pri vprašanju, kadar gre za to, ali bo sodstvo funkcioniralo, ali bo delalo, ali bodo sodniki sodili, ali ne bodo sodili in ali bodo pravočasno sodili. Tukaj ni vprašanje neodvisnosti. Neodvisnost je vprašanje izrekanja sankcij. Ta sistem države, podsistem države, kot sem rekel, ne deluje. Posledice so pri davkoplačevalcih, ki vse to plačujejo. Jaz mislim, da bomo dve pravni državi. Ena je za tiste, ki nimajo denarja, ena pa za tiste, ki imajo dovolj denarja in si pravice tudi kupijo. Tisti, ki pa ga nimajo, se pa še pravne pomoči ne morejo zagotoviti, a pa si jo težko zagotovijo. Po naši oceni minister pospešuje razkroj sodstva s svojim delovanjem in skrbi za kapitalske lobije in ne za ustavne pravice državljanov na področju sodstva. Jaz bi nadaljeval, da sem nekaj poudarkov, kaj piše v tej zahtevi, ki ima nekaj nad 50 strani. Verjetno boste to prebrali in ne bo kakšna posebna težava, zato zelo telegrafsko. Glede, mi smo na neprimernost kandidata, gospoda Zalarja, opozorili že pred ustoličenjem te vlade. Takrat smo zelo jasno povedali, da je organizator stavke sodnikov in da kot tak ne more biti minister. Opozarjali smo na to, da je kršil določila zakona o sodiščih, ko je bil sodnik in hkrati pogodbeno delo pri odvetniku v Senici, kar je popolnoma nespravedljivo. V nadaljevanju lahko rečem kaj? Lukenda stoji, odnosno sodni zaostanki se povečujejo. Če so se v času do leta 2008 znižali tudi za 50% in več, in če so posamezna sodišča prišla na tekoče, danes lahko govorimo o enormnem naraščanju sodnih zaostankov in neuresničevanju projekta Lukenda. Sodišča, sojenje v nerazumno dolgih rokih, spet prihajajo iz Strasbourga odločitve, oktobra je bila zadnja, o dosojenih odškodninah za sojenje v nerazumnih rokih. Državljani že od leta 2005 plačujejo velike vsote denarja na račun tega, ker ljudje ne dosežejo pravice v razumnih rokih na sodiščih. Naj omenim še dva še primera. Primer gospoda Jakliča. Poglejte, pred letom in nekaj več mu je bilo zaseženo
mislim, da 300 tisoč evrov v okviru nekega postopka zoper njega in ker sodišče leto ni naredilo, torej totalno nič, mu je po tem času ta denar vrnil. Raziskovalnim novinarjem pa prepuščam raziskovanje, kakve so povezave med njim in gospodom ministrom. Poglejte zadevo Satex. 11 milijonov evrov. Leta 2005-2006. Prvo stopnjo sodišče odloči, drugo stopnjo sodišče odloči, žal šele leta 2005, krivi so. 4 leta, 8 mesecev zapora. Vrhovno sodišče, gospe in gospodje, rabi skoraj 2 leti, da sprejme eno samo odločitev. Razveljavljamo sodbo in jo vračamo na prvostopno sodišče. In potem rabi še 2 meseca, da to teh nekaj stavkov tudi napiše. In prepusti sodnici, odnosno sodnikom na prvostopnem sodišču v Mariboru 22 mesecev za to, da ponovno sodijo. Danes bodo ti isti sodniki inšpicirali mariborske sodnike, zakaj je prišlo do zastaranja. Sami pa so držali zadevo v predalu 2 leti in 2 meseca. Zadeva ni normalna. Zadeva ni realna. Poznala se bo pa kje. Rekli bomo dokapitalizacija banke. Ampak to bo plačali davkoplačevalci. Osumljeni bodo dobili odškodnine, spet bodo plačali tisti, ki že nimajo, tako ali tako nimajo nič. Mediacija, naslednja zadeva. Nič se ne dogaja na področju alternativnega reševanja sporov. Razen potovanj ministra po tujini, zapravljanja denarja za projekt mediacije in njegovega zasebnega podjetja, ki je sicer v mirovanju. Sodniki odhajajo neodvirano med odvetniki. 2-krat smo vložili zakon. 2-krat smo vložili zakon. Kaj se lahko zgodi sodniku ali tožilcu, ki je nekaj hudo narobe naredil? Največ, kar se mu lahko zgodi, je to, da odide med odvetniki. Naše dvojno vztrajanje na tem, da se to ne sme več dogajati, primeri Železnik, Penko, Fišer in tako dalje, niso pravilni sodelovali. Še vedno se minister sklicuje na ustavno pravico sodnikov do dela, kot da ustavne pravice do dela nimajo policisti, ki 4 leta ne smejo postati privatni detektivi. Po zakonu. Torej imamo dvojno pravno državo. Novela kazenskega zakonika. Na vsak način je minister vztrajal, da ne drži, da ne moremo soditi, da sodišče ne more soditi mladoletnikom. Spremenil je zakon. Vrhovno sodišče je reklo ne. Minister, nimate prav. Ustavno sodišče je reklo ne. Minister, nimate prav. Ne, on je vztrajal na spremenil zakon. Zakon o odvetništvu. Disciplinska odgovornost je spet vrani ne izkluje oči. Odvetniki sodijo sami sebe. Tarife, ki so uradno sicer zamrznjene, ker minister ne podpiše soglasja za dvig tarif, je danes stanje tako, da odvetniki, da jim je celo odvetniška zbornica z gospodom Kozincem na čelu priporočila uporabljate tisti člen, ki pravi, da se lahko sporazumete o ceni odvetniške tarife. To se danes dogaja posod. Kamorkoli boste šli, boste dobili v podpis soglasje, da soglašate s ceno. To pa pomeni višjo, ki je uradno določena. Stečajni upravitelji vam ne bom govoril. Smo lani dovolj govorili o tem. Dovolj smo govorili o tem. Ne bi govoril niti o pritiskih na tožilstvo. Ne omenim samo to, da je minister izdal zaradi vztrajanja stranke zares in še nikoli se ni zgodilo, da bi poslansko vprašanje sprožilo nadzor ministra. Jaz dobim običajno odgovor, da nima podatkov. Ko pa je stranka zares prosila, odnosno zahtevala nekaj stvari okoli pregona novinarja Bergunda, pa je minister uvedel nadzor. Ker nadzor ni pokazal nič, je uvedel kaj? Obvezna navodila. Kaj je bilo z obveznimi navodili? Zakonodajna služba vlade je rekla ne, niso zakonita. Zakonodajna služba parlamenta je rekla ne, niso zakonita. Minister jih je sprejel. Ustavno sodišče pa jih je razveljavilo, odnosno zadržalo. Se prav vidi, kako seveda minister vztraja na nekaterih zadevah.
Da ne govorimo o nekaterih drugih stvarih, kot so javni razpisi, 28.000 evrov prve dni ministrovanja za svetovanje na področju odnosov z javnosti, kandidati tisti, ki so organizirali volilno kampanjo. Sredstva za plače v sodstvu. Lansko leto je bilo govora o tem, da sprememba zakona nikakor ne bo zahtevala več sredstev za plače. Vlada je že odobrila 10 milijonov evrov za plače. Potovanje v tujino. Glede, minister je pravzaprav že kar leteči minister. Dr. Šturm je v prvih 15 mesecih svojega mandata porabil 10 milijonov, je porabil 19.000 evrov za potovanje v tujino. V istem časovnem obdobju 15 mesecev, začetka mandata, je minister Zalar porabil 53.000 evrov. Od Bližnjega vzhoda do ZDA in tako dalje. Specifikacija teh potovanj pa pokaže, da so v veliki meri, vsaj tista izven EU, v vlogi proučevanja medijacije. Vemo pa, da pa zasebno podjetje, ki sicer miruje. O reprezentanci ne bi govorili, ker lahko tudi sami pogledate, kako in kaj je s to stvarjo. Jaz sem v začetku rekel, da je naš cilj višji kot interpelacija in odhod ministra. In to tudi je. Cilje si moramo postavljati više. Prebral bom samo prvi del sklepa. Pravi pa takole. Državni zbor ugotavlja, da sodna veja oblasti pri pregonu najhujših oblik gospodarskega kriminala in korupcije ni dovolj učinkovita. Zato nalaga ustavni komisiji državnega zbora v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki takoj prične s postopki ustreznih ustavnih sprememb, ki bodo doprinesle k ureditvi stanja na tem področju. Gospodje novinarka in novinarji, ambiciozen je ta cilj, se tega zavedam. Zavedam se tudi tega, da boste morda poročali o tem, da je to utopično. Morda se boste iz tega norčevali. To je vaša pravica, moja dolžnost pa je tako oceno tudi sprejeti. Morda boste rekli, da gre za neke kontinuirane napade opozicije na koalicijo. Tudi prav, tudi to bo treba sprejeti v opoziciji. Gospod in gospodje, jaz bom rekel, ne vem, ali bo ta predlog sklepa sprejet. Vem pa, da je krvavo potrebno. Ustavne spremembe v sodstvu so krvavo potrebne. Zgodile se bodo. Zagotovo se bodo zgodile. Po tej seji, ne vem. Po letu 2012, ne vem. Po letu 2016, mogoče. Lahko po letu 2020. Tudi zgodile se bodo. Državljani te spremembe pričakujejo. Ste pa zagotovo novinarji, oblikovalci javnega mnenja. Brez vas ne gre. Jaz vas prosim, da ta dan ustavnih sprememb s svojim poročanjem približate današnjemu času.